Živijo. Danes je z mano slovenska ilustratorka in avtorica Andreja Peklar, ki je dobila številna priznanja in nagrade tako v Sloveniji kot v tujini. Najprej enostavno vprašanje, kako si? Sem zelo v redu. Sem dobro razpoložena, sneg je padel, zima je, super je. Res je. No, pa mi povej, če je katera od slikanic, ki si jih naredila, če ti je katera najljubša od njih? Med njimi. To bi zelo težko izpostavljala eno od njih. V bistvu so vsaka je nastala na svoj način, govori nekaj svojega in ima tudi, da vsaka je en tak poseben odnos. Tako da bi zelo težko rekla, katera mi je bolj pri srcu. Mislim, da je to vprašanje, ne morem odgovoriti na ta način. To je res, ja. Tako kot bralci ne maramo vprašanja, katera je tvoja najljubša knjiga. Ja. Da mi povej, kako se recimo ustvarjanje slikanice z besedilom razlikuje od ustvarjanja slikanice brez besedila? Ja, je razlika. Tukaj je razlika. Pri slikanici brez besedila moraš zgodbo povedati samo v vizualnem jeziku, skozi neko sosledje podob, skozi eno povezavo med prizori, samo slikovnimi. Zato se mi zdi, da mora biti ta struktura zgodbe zelo jasno izražena, da morajo te slike, te prizori biti zelo izčiščeni, jasni in med seboj tako povezani, da dajo nek pravilen tok zgodbe, imeti svojo dramaturgijo, nek ritem svoj. Tako v bistvu kot nekako, mogoče včasih se mi zdi ta primerjava s kadriranjem in z montažo filma, mogoče spominja malo tvorba slikanice brez besed na montažo filma. Tako da ta razlika tukaj je, ja. Ja, se strinjam, ja. Mogoče je tudi recimo kakšna podoba s tistimi stripi, ki so brez besedila, ne? Ja, in stripom, ja, tako. Zdaj bi pa rada vedela, kakšni so tvoji občutki ob prejetih nagradah v Sloveniji in v tujini? Občutki ob nagradah so vedno taki prijetni, vedno te malo pocrkla vsaka nagrada. Doma je to, jemljem kot neko priznanje za neko preteklo delo, Je lep občutek, da te okolje, v katerem ustvarjaš, vendarle na nek način pripozna, da ti da tudi stroka, recimo, da ti da neko priznanje, je to en poseben občutek. V tujini pa sploh ravno tako je pa čisto ena druga stvar, si vržen v beli svet, in če te tam tudi opazijo in opazijo tvoje delo, se mi zdi to tudi en poseben občutek. Drugače pa imam rada tudi tiste nagrade, ki pridejo od otrok, od bralcev, ki, ne vem, kakšne komentarje, kakšne spomine na svoje otroštvo, pa se spomnijo, da so gledali tvoje ilustracije, pa kakšne take pripombe, recimo, zanimive. To so tudi v bistvu neke vrste take posebne nagrade, se mi zdi. Ja, te sežejo do srca. Ja, take čustvene, take res prisrčne včasih, tople, luštne. V tvojih slikanicah je veliko narave. Kje jemlješ svoj navdih za slikanice? Je to pravilno opažanje? Ja. Narava mi je nek tak vir za navdih. Drugače se mi zdi, da moraš biti nekako odprta, znati prisluhati, opazovati, ko hodiš naokrog. Tako da včasih, je to kakšna oblika v naravi, neka posebna rastlina, neko vzdušje, ki mi da en poseben občutek in me poveže z neko asociacijo dobim, recimo. Saj ni nujno, da takoj se nekaj spomnim, neko zgodbo, ampak te take drobne utrinke si zabeležim ali pa skiciram
potem jih pa tako nekako malo odložim in počasi se to nekako nabira in sproti nekako dograjuje. Lahko so mi to včasih tudi kakšne, ne vem, kakšni stavki, kakšne besedne zveze, kakšna glasba, zelo različne stvari, ki me potegnejo v en tak asociativni svet, v ena občutja in v bistvu izhajam potem pravzaprav iz nekih bolj abstraktnih občutij in potem zgradim neko zgodbo. Pri Ferdu pa smo šli v velikost, potem v malo manjšo obliko pri Bubi. Kam te bo peljala pa naslednje ustvarjanje? Ja, imam že naslednjo knjigo v pripravi, kaj dosti ne smem povedati, ampak to je ena zgodba, ki sem jo v bistvu že kar pred leti začela pisati, oziroma sem jo nekako zastavila in tudi že nekaj ilustracij naredila. Potem pa sem jo malo odložila, so prišle druge stvari vmes. No, zdaj pa sem dobila v bistvu zeleno luč, da se lahko realizira. Mogoče povem samo to, da bo v njej bojo nastopale ptice, veliko ptic. Se pravi, imaš rada ptice? Ja, ptice imam zelo rada, tako včasih se hecam, da sem bila verjetno v prejšnjem življenju ptica. Res, ptice imam zelo rada, zelo inspirirajo. Krasno. No, hvala ti za te odgovore in za sodelovanje. Hvala tebi za vprašanje, za pogovor. Se posloviva še od gledalcev, tako da adijo.